Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kako se naslednje leto sukati po borznem parketu. Ko pogledamo na borzne tečajnice, lahko rečemo, da za nami je odlično leto, vsaj na nekaterih trgih. Donosnosti glavnih indeksov so večinoma dvomestne, razlog za rast pa gre pripisati tehnološkim gigantom, večinoma tehnološkim gigantom, ki predstavljajo večji delež v glavnih indeksih, tako globalnih kot tudi ameriških. Na borzi gledati v zvratno ogledalo ni vedno najboljše, kako se torej sukati po borznem parketu v letu 2024, katere regije in panoge bodo zanimive, bo vendarle prišla težko pričakovana recesija in kako bo super volilno leto vplivalo na borzne tečajnice. Z menoj sta gosta Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov na KBM Infond, in Sašo Šmigič, član uprave General Investment. Zdravo. Lepo zdrav, zdravo. Lepo zdrav. Zdravo. A gremo mogoče na hitrico za začetek pogledati, kaj se dogaja letos na borzi. Če pogledamo glavne indekse, vidimo več ali manj dvomestne donosnosti v letošnjem letu, preračunano v evre. S&P 500 19,2 odstotkov, Nasdaq 37,6, Dow Jones 10. Skratka, je tako zelo lepo leto, če gledamo ameriški trg, dobro, Evropa, ima tudi Eurostoxx 50-19, tudi solidno, kak francoski 16, DAX 20, no, mogoče malo tam na drugi strani naše zemlje, Azija, ni mogoče najboljš performala, oziroma Hang Seng, vidimo tukaj, da je 18% upad v letošnjem letu, Nikkei 25 japonski, tako da imamo lahko rečemo kar lepo leto, ne? Zelo lepo leto. Zelo lepo leto. Se strinjam, ja. Dajte mogoče še kaj dodati. Lansko leto, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da ni razloga za pesimizem in dejansko očitno res ni bilo razloga za pesimizem, čeprav se je še ena vojna začela. Če se vrnemo na lansko leto, mislim, glavna zgodba je bila pač, da vprašanje, kako se bo gibala inflacija. Ne? In pač letos smo dobili kar jasen trend, da upada. Torej, če pogledamo Ameriko, je padla z dobrih 9% lansko leto na dobre 3%, v Evropi celo na 2,4%. Tako da bi rekel, to je bila tista glavna zgodba, ne? Torej boj z inflacijo, da je nekako dobljen. In vsi so mislili, da moramo da inflacijo premagamo, dobiti recesijo, to se ni zgodilo in delniški trgi so rekli, s pomočjo te AI zgodbe so pač imeli eno solidno dobro leto. Ne? Če nekega večjega šoka, pač delnice počasi se gibljajo navzgor, tako da to je moče kratki povzetek moj. Zanimivo bi bilo, če bi imeli ta pogovor kakšne 2 meseca za nazaj. Ne? Ja. 2 meseca za nazaj bi bil po mojem bilog tak, ja, inflacija se umirja, ampak se ne umirja dovolj hitro, makroekonomija je še zmeraj zelo robustna, predvsem pa nas skrbi trg dela. Ne? Kaj bo s tem trgom dela, kam bo šle plače? In ja, higher for longer je bila definitivno mantra, ki so jo vsi pač govorili, vsi so jo živeli, vsi smo pričakovali, da se ne bo ustavil ta cikel dvigovanja obrestnih mer, ampak da se bo mogoče celo še nadaljeval. Tako da zadnji mesec je mogoče prinesel malo brata na tem področju, resmo, da je DJ malo zamenil ploščo, pa da zdaj malo miksa iz ta higher for longer, bi jaz rekel v not much longer, pa not much higher if at all. Tako da ja, mislim, sploh zadnji podatki o inflaciji, predvsem v Evropi, kažejo, da se ta res začela umirjati. Mislim, da je bil zadnji reading za november 2024, pričakovali smo 2,7. Tako da ja, zdaj smo že zelo blizu te magične meje, ki so si je centralni bankirji zarisali, 2% ciljna inflacija. In ja, po drugi strani pa trg dela še zmeraj dokaj robusten. Sploh, če pogledamo, kaj se dogaja čez lužo. Ja, tukaj dela se počasi umirja. Jaz bi rekel, zaposleni, mislim, delodajalci nekako, kot da malo na zalogo puščajo število delavcev, torej ne odpuščajo tako hitro, kot bi lahko, ker vseeno vemo, neki dolgoročni problem je to pomanjkanje kadra in bi rekel, vse ta cikl je res malo drugačen od vseh preteklih, ne, predvsem tu na področju trga dela. Ne. Je pa res tista epizoda, ko je bila, se pravim, tako je rekel, 1 mesec, 2 meseca nazaj, je bila meni tudi malo uganka, ne, se v bistvu inflacija se je umirjala, tudi bi rekel,
Dobro, bila je ta gospodarska rast v Ameriki nad 5%, ampak vemo, to je zelo volatilno na kratek rok. Ampak vse malo uganka, zakaj so obrestne mere v enem trenutku šle proti tistih 5% desetletne v Ameriki, pa 3% v Nemčiji. Bilo je malo presenetljivo, potem smo vsi neke razloge iskali, ja, ponudbe obveznice več, ti bond vigilance so prišli, ne, se pol mediji vedno probajo dati neko razlago, pa se to v enem mestu zelo hitro obrno, ne, pač tako je rekel Sašo, par dobrih podatkov z inflacije, malo z trga dela, malo, bi rekel, ne več tako močen trg dela in nekaj že vsi razmišljamo, kako bojo znižali obrestne mere v naslednjem letu, ne. Tako da zelo hitro se zgodba lahko obrne, lahko nam čez en mesec, mogoče že ta teden, ne, ko bomo imeli podatke nove inflacije, pa FED, pa ECB, mogoče bo že zopet malo drugačna zgodba. Ne. Tudi petko podatki z trga dela tudi niso bili tak, bi rekel, malenkost nadpričakovani. Tako da zelo hitro se lahko zgodba obrne. Ne. Ko govorimo o trgu dela, govorimo o ameriškem trgu dela, kaj ameriški, ne? Pa tudi evropski se malenkost umirja, ne, tudi tu stopnja brezposelnosti, bi rekel, počasi začela naraščati, ampak je, bi rekel, se pravi, verjetno ne bo to kot podobno kot v preteklih ciklih, ker bi rekel, strukturno je pomanjkanje kadra in da bi doživeli da podobne recesije z neko visoko brezposelnostjo lahko, da tega več ne bomo imeli. Ne. Tudi Japonska, ne vem, če kdaj imela neko višjo brezposelnost, ko vemo, se je prva začela obadati z temi strukturnimi demografskimi težavami, pa s pomanjkanjem kadra, pa ne vem, da bi kdaj v zadnjih 30 letih imeli neko visoko brezposelnost, so pa imeli druge težave glede gospodarske rasti, pa vemo skozi ta pomanjkanje inflacije, deflacija, ne, zgodba. Je pa to še ena stvar, ki nam je prinesel COVID mogoče, oziroma celotna stvar pospešil, zato kar se v COVID-u zgodilo, smo videli, da so panoge, kjer je bilo predolg časa brez delje, pač te delavci najdeli alternativno zaposlitve, ker nekako moraš nahraniti svojo družino, sebe. In po moje se zdaj vsi te sektori, ki so se upočasnili, recimo eden tak najbolj eklatanten je gradbeništvo, se vsi bojijo, kaj se bo zgodilo, če se te žerjavi pač ustavijo za dalj časa. Ne, ker vemo, da so se za te gradbene delavce bolili, pa tepli domala po celi Evropi. In ne vem, če si lahko zdaj privoščimo neko, recimo, malo daljšo, spet ne govorimo o to neki globoki recesiji, ampak tako malo daljšo upočasnitev, kjer se bo te delavci začeli sprašovati, ali mogoče pa pač je kje drugje bolj zelena trava. Ne. Tako da jaz mislim, da tudi te scenarije zdaj vsi malo preigravajo, zato ker ta neznanka s tem res pomanjkanjem kadra je nekaj novega, sploh za nas. Ja, tudi vsi, ki zaposlujemo, je to zelo v Sloveniji, ni treba gledati statistike, dovolj je samo, da v bistvu pogledamo, kaj se dogaja okrog nas. Zdaj, ko omenjamo panoge, mogoče vsem bi lahko tukaj izpostavili, IT je zmagovalec, 52% rast, S&P, če gledamo strukturo, tudi komunikacije, 49% rast, to so kar take res lepe rastine. Mogoče lahko komentiramo, kaj lahko pričakujemo mogoče v prihajajočem letu, kar se tiče same panog. Zdaj tukaj vidimo IT, precejšnja rast, na drugi strani imamo energijo, ki je pa 10% v minusu letos. Kaj to gledaš S&P, verjetno? Ne? S&P gledam, ja. Globalno so malo drugačne številke, ampak podobne. Pa dobro, zdaj ponovitev podobnega leta po moje ne pride v poštev, ne? Čeprav ta AI zgodba bo sigurno ostala z nami, ne? In koliko poznamo psihologijo vlagateljev, imajo radi te zgodbe. Tako da, če je kdo kandidat za pretiravanje navzgor, je sigurno rekel tehnološki sektor. Ne? Samo zdaj, tako kot si rekla, dobro, globalno je malo niže kot 50%. Zdaj še eno leto tako, potem jaz rekel, da gremo v balon. Jaz ne vem, če bo poslovanje podjetij sledilo temu. Ne? Jaz mislim, da smo na neki zgornji meji neke poštene vrednosti, kjer so še pričakovanja glede prihodnega poslovanja pa dobičkonosnosti, bi rekel, da še lahko upravičiš, bi rekel, za temi tečaji. Ne? Ampak se pravi, so pa kandidat, ker če bo obrestne mere začele, ne vem, da bo centralne banke zniževale, pa bo nek optimizem med vlagatelji, je to najlažja zgodba, kjer vsi razumejo in bo denar se noter selil. Tako da jaz ne bi stavil proti IT-ju, samo ponovitev tega pa ne pričakujem čist tak. Tako da, to moče, kar se IT-ja tiče, ne. Če ima Saša. Mi na General Investment smo tudi malo bolj previdni glede tega sektorja, pa ne zato, ker mislimo, da bi bilo z njim karkoli narobe, ampak je res ta donosnost mogoče en korak pred rezultati, oziroma je veliko tega, kar se pričakuje za naslednje leto, se zgodilo že letos, tako da nam za drugi del tega filma mogoče malo zmanjka. Se pa dogaja na tem področju določeni megatrendi, ki verjamemo, da bojo drivali cel ta segment srednjeročno. Spravo od clouda, AI,
in vse, kar je povezano z njim, poli cloud, poli nekaj, kar zanemarjamo, so potem te cyber security firme. Ne. Vidimo, kaj se dogaja okoli nas, koliko je potrebe po tovrstni zaščiti in mislimo, da se bo ta trend samo še nadaljeval. Pa še ena stvar je, ne, zato da vse te stvari, pa vse te nove tehnologije delujejo, rabimo pa v prevodnike. Tako da tudi ta segment, ki je povezan s tem, je za nas zelo zanimiv. Vidimo, da se na tem področju dogaja marsikaj. Največje tovarne so, recimo temu, v nekem takem negotovi situaciji. Tako da ja, marsikaj zanimivega se lahko zgodi na tem področju. Tako da ja, ne bi ga čist zanemarili, bi pa rekel, da... Mislim, moraš biti zraven, ne? Mislim, zdaj, da bi Ja, rekel, moraš biti to je zraven, zgodba našega časa, ne? Če boš zdaj rekel, ne, vse vemo, kako deluje ta psihologija, pač moraš biti zraven, ne? Vse pa tako, kot Sašo rekel, ne? Gremo pa včasih malo prehitro, ne, kar se tiče pri samih, ampak to je čisto normalno pri teh ciklih. Ne. Se podobno smo imeli z internetom v 90-ih, podobno zdaj, a in vedno, ko prije neka taka zgodba tehnološka, enostavno vlagatelji so neočakani, ne, pa hočejo biti zraven pri zmagovalcih. Ja. Ne smem pozabiti, da smo v volilnem letu naslednje leto, ki je načeloma historično, recimo temu kar dobičkonosno ali pa donosno za vlagatelje, kar posebej velja še v primerih, da je v stolu demokratski predsednik. Mislim, da je tle razlika kar občutna, če gledate razliko med tem, kaj so naredili delniški trgi v zadnjem letu demokratskega predsednika in republikanskega. Tako da, ja, zna se zgoditi nek tak moment, ne vem, Marja, ti znaš mogoče malo bolj prevajati to, tega irrational exuberance, Neracionalne. Čeprav to je leta 96 že bilo rečeno, pa še trajalo 4 leta, ne, takrat v času internetnega, ne, tako da, ja, lahko gremo v to, ne. Mogoče sam to, da pač povemo, ne, naslednje leto 2024, mislim, da ima preko 40 držav volitve, tako da nas čaka res super volilno leto, vključno seveda Amerika. Mogoče, če se dotaknem samo naše regije, naši sosedi Hrvati imajo kar super mega volilno leto, tako da zelo pestro nas čaka. Konec leta imamo še v Srbiji volitve, tako da... Pa januar pa že Tajvan, to pomeni eno bolj ključnih, bi rekel, glede na dogajanje. Ne. Teda tam v primeru, da zmaga, bi rekel, ni zdaj pro-kitajski, ampak bi to mogoče vseeno umirilo, malo trenja med ZDA pa Kitajsko. Tam je zelo blizu, zdaj bi rekel, ta obstoječa, ki je malo bolj, bi rekel, za osamosvojitev, pa rekel pro-kitajska stran, tako da zelo blizu bojo volitve in to bi znal biti katalizatorjev, mogoče, da se umirijo zadeve ZDA, Kitajska, ne? Čeprav so strukturno, vemo. Če pride Trump na položaj, bo pa kakšno potem, kaj se bo potem dogajalo, ker vemo, kakšna je politika Trumpa, verjetno bo s tako politiko tudi nadaljeval potem, če bi slučajno bil izvoljen, ne? Mislim, en zanimiv komentar na to, kako Trump deluje, pa kaj je Trump naredil, pa kako dejansko krepi svoje nasprotnike. Mislim, danes je bil en tak zelo zanimiv članek v FT, v Financial Timesu, kjer so prikazali, kaj se je zgodilo z izvozom ruske nafte, od napada na Ukrajino pa do danes. Dobesedno so rabili Rusi v narekovajih točno 1 leto, da so preobrnili celoten flow svoje surove nafte iz Evrope in Zahoda v Indijo in pa na Kitajsko. Tako da, kaj se je zgodilo s to vojno v Ukrajini, dejansko sta 2 najbolj energetsko lačni državi dobili dostop do približno vsaka polovička, se pravi 6+ milijonov barelov dnevno surove nafte, ki jo kupujejo, jaz bi rekel, kar z občutnim diskontom glede na trg. Ne? In vsaka taka stvar, ki se zgodi, samo še krepi položaj teh novih velikanov ali pa rečemo novo nastajajočih velesil. In to, kar dela gospod Trump, pa njegova politika mogoče kontra temu, kar bi ljudje pričakovali. On dejansko s temi stvarmi pač krepi položaj svoje opozicije. Tako da jaz mislim, da bi bilo za Kitajsko mogoče zelo dobro, da prije gospod Trump nazaj na stolček. Mogoče dobijo še kakšno drugo nafto, še kakšen drug energent. Oni pa itak igrajo dolgo igro, tako da na Kitajskem se mi zdi, da merska enota je, ne vem,
10 let Tam so najmanjša. bolj potrpežljivi, tam ne grejo iz Ja. volitev v volitve, ne, tako da Ja. imajo daljši In kar je horizont. očitno tudi niso občutljivi glede na te na šoke na kapitalskih trgih, kot bi bilo recimo to v primeru Amerike. Ne. Ja, o tem je pa tudi Mojmir Mrak govoril v naši epizodi o polarizaciji sveta, ne, tako da ja, definitivno zanimiv point. Ne. A gremo mogoče na, zdaj ko že omenjamo Nvidio, oziroma nismo jo še omenili, ampak jo bomo zdaj omenili. Nvidia je ena najbolj donosnih delnic v S&P-ju, 225% donosnost letos, Meta 176, pa imamo pa še Royal Caribbean Cruises 143, Carnival Corp 124, Palo Alto Networks 113, tako da to govorimo res o nekakih norih donosnostih v letošnjem letu. Lahko mogoče malo pokomentiramo to. Mislim, tri zgodbe z tega so tak IT, ne? Torej Palo Alto je ta kibernetska varnost, kar Sašo že rekel. Tu tudi vidimo v Sloveniji, glede na težave določenih podjetij, očitno je to mega trend, kjer bojo podjetja morala vlagati vedno več. Tako da mi Palo Alto imamo v portfeljih, spremljamo, pa bi rekel, da tu so še vrednotine, bi rekel, dokaj normalna, glede na podjetje, ki ima neko rast prihodkov preko 20%, pa bi rekel, bo ohranilo neko strukturno rast višjo v prihodnje. Nvidia, Meta je res imela lani 2022 tisto malo čudno leto, ko so v nek ta metaverzum vlagali večino denarnega toka, pa so malo prestrašili vlagatelje, da bo Mark Zuckerberg, ne vem, podjetje, ki dela 20-30 milijard prostih denarnih tokov, nekako spravil, ne vem, znižal na nič, ampak je potem zelo hitro 2023 znižal stroške, zmanjšal investicije v to, pa dvignil, bi rekel, tisto, kjer je pač Meta bila kot, bi rekel, zelo uspešno podjetje, ki tiska denar. Nvidia pa, kot vemo, glavna zgodba, bi rekel, podjetje, ki je najbolj profitiralo od te AI zgodbe, ne, ker pač brez njenih čipov ne moš trenirati teh AI modelov. Ne. Tako da ali je Nvidia največja, tako bi rekel, uganka, ne, ko sem jaz rekel, ne upam biti tu glih neke močne pozicije, ker koliko zdaj 1200 milijard vredno podjetje, se mislim, da moderano enkrat cenitev tega, kakšni morajo biti rezultati tega podjetja, ne vem, čez 50 let. Ne. Tako da bi rekel, tu je kar dosti te rasti noter, pa ne vemo, če ne bo konkurenca prišla. Ne. Zaenkrat zgleda, dominirajo ta trg, ne, ampak kar nekaj teh večjih tehnoloških giganov razvija svoje čipe za AI, tudi AMD, bi rekel, kot neki manjši konkurence približuje. Ampak se pravim, je pa to, bi rekel, tisto podjetje, ki je poster child, bi rekel, te AI revolucije, pa se bi mašil v portfeljih, ampak pri teh vrednotenih močas ne bi bil tako agresiven kot pri katerem koli drugem. Ne. Sašo, mogoče še tvoj komentar. Ne, mislim, to so zgodbe teh megatrendov, ki smo jih našteli prej. AI, cloud, semiconductor, cyber security, to je to. Zdaj marsikateri poslušalec, gledalec se sprašuje na tej točki, ko vidimo te lepe rasti, pa vemo, kako deluje psihologija malih vlagateljev, nekako računajo mogoče, da bo to pa še rastel. Ne? Kaj bi recimo svetovala, recimo, ko gledamo vse te nore, lepe donose? Ja, mi pa nas tako previdno pričakujemo, vsaj prvo četrtletje, če ne prvo polletje naslednjega leta, zato ker dejansko se nam zdi, da se malo prehitevamo. No? Mislim, čez cel spektr vseh teh naložb, tako fixed income kot delniških naložb, mi vidimo, ali pa predvidevamo, da je vključenih kar nekaj teh rezov, težko pričakovani centralni bank, se pravi, da bo kar naenkrat obrnili ploščo in bomo videli reze na področju temeljnih obrestnih mer. In karkoli se lahko v tej enačbi poruši, ne, se pravi, da te rezi ne bojo bodisi toliko močni ali pa bodisi toliko hitri, se zna ta optimizem ali pa ta trend rasti hitro razbliniti. Kar pa ne pomeni, da konec leta ne bomo videli pozitivnih donosnosti na trgih. Mi še zmeraj pričakujemo, da bomo leto 2024 zaključili višji, kot smo ga začeli. Podobno kot Aleš rekel, ne pričakujemo, da bomo videli podobne rezultate, kot smo videli letos, bo pa še zmeraj to pozitivni donosi. Pričakujemo pa mogoče kakšen pullback, ki se bi pa znal v bistvu izkazati kot dobra nakupna priložnost. Tako nekako kratko.
Pa ne, Ja. naš nasvet je tako vedno podoben. Ne? Pač tempira trge je zelo, zelo težko, ne pa lovite kratkoročne nihaje. Ne? Mi vedno imamo dobro, če si dolgoročen vlagatelj, ima nek globalni razpršen portfelj, pa dodaj mogoče tako te zgodbe, tehnologija kot neko, rekel, kot dodatek, ne, kot nek satelit, ne, k tistemu osnovnemu portfelju. Tako da ja, se pravi, potencial je sigurno manjši, kot je bilo v lanskem letu kot za tehnološko zgodbo. Ne? Tako da ne bi tu zdaj pretiraval, ker tako že v globalni, mislim, če imaš nek globalni portfelj razpršen, tako že dobiš preko 20% tehnoloških delnic, pa še potem malo z teh komunikacijskih storitev, tako da na koncu imaš tak 30% plus že v globalnem portfelju teh zgodb, ne, tako da zdaj nekaj še to pretiravati s tem, pa imeti polovico portfelja v teh zgodbah, mogoče po tem letu ni najbolj primerno. Ne. Ampak se pravi, je pa zelo težko to tempirati, tako da ja, korekcije bojo, tudi smo imeli pred novembrom 10% korekcijo v dolarjih, v evrih malo manj, tako da to pa pride. Ne. Zdaj sploh to, kot je Saša omenil, mislim, trgi so zdaj bili zelo agresivni, kako hitro bo centralne banke res začele zniževati. Mislim, smo že zdaj za marec, ne, smo nekako, zdaj se moče malo oddaljilo v ZDA, ampak v Evropi pa sigurno marec že znižujemo, ZDA tudi zelo blizu in bomo videli, to zelo hitro se lahko spremeni, vemo že, celo letošnjo leto so bili pričakovanja, zdaj bojo začeli ne, zniževati, tako da to se lahko hitro spremeni, če bo gospodarstvo ostalo odporna, pa centralne banke bojo verjetno, ker so prepozno začeli dvigovati, ne vem, zdaj ne bojo tudi hitele, da ohranijo to svojo neko kredibilnost, ne. Ampak se pravi, je pa možno, da jim res uspe ta mehki pristanek, ne. Po pandemiji je vse možno, bi rekel, vsi ti, kaj smo gledali, inflacija vedno pade v času recesije, tokrat je upadla brez recesije, tako da zakaj ne bi zdaj do teh postov se približali, centralne banke znižale, tako kot leta 95, podobno, ta edini mehki pristanek v zadnjih 40 letih, čisto podobna zgodba, lahko se zgodi. Se pravi, v bistvu dogajanje na borzi bodo krojile nekako poteze centralnih bankirjev. Letos smo imeli eno tako turbo leto dvigovanja ključnih oziroma vseh obrestnih mer. Ne. Zdaj nekako napovedi za naslednje leto so zelo različne. Ravno danes sem brala, da naj bi ECB, to so napovedi Bloombergovih ekonomistov, šele poleti začele z zniževanjem obrestnih mer. V Ameriki bo seveda mogoče malo prej. Zdaj mnenja tukaj so zelo različne, to je vse zelo špekulacija. Kdaj bo, če bo, kako bo, zakaj bo. Mislim, mogoče tvoje poslušalce bi najbolj zanimali, kaj so pa te potencialni res žepi priložnosti za naslednje leto, ki jih mi vidimo, da bi lahko poleg teh tehnološke zgodbe se odigrale. Definitivno so to segmenti, ki so bili najbolj prizadeti s tem agresivnim dvigom obrestnih mer. To so nepremičninske investicije. Dobesedno smo prišli v Evropi do situacije, kjer je neko nemško podjetje, ki je listano na borzi, zelo velik del portfelja ima v Berlinu, v stanovanjskih nepremičninah. Dejansko, če preračunaš, po koliko je vrednoten kvadratni meter stanovanja v njihovem portfelju, bi videli, da je bilo to približno 1000 evrov na kvadratni meter, ne? Kar pomeni, da je trg res močno razvrednotil vrednost samega podjetja. Spravi pod predpostavko, da to podjetje preživi, da se finančno stabilizira, kar pač načeloma trenutno kaže, da je, pa ne govorim samo o tem podjetju, to govorim o celem segmentu, dejansko lahko kupaš še zmeraj kvadratni meter nepremičnine z zelo velikim diskontom na temo, kar je na trgu. Spravi, take igre bi bile lahko mogoče zanimive. Ali pa recimo en tak sektor, kjer je spet neka taka anomalija, glede na to, kar bi pričakovali, glede na makrookolje, so finance, ki so na historično nizkih vrednotenjih. Zdaj, ni posod tako, recimo, primerno okolje ali pa stimulativno okolje za dobičke kot v Sloveniji, kjer je res asimetrija blazna, ne? Ampak še zmeraj krasno dobičkonosen segment. Mogoče ja, s spuščanjem obrestnih mer se ta dobičkonosnost zmanjšuje, ampak v končni fazi, če je soft landing, če upoštevaš vrednotenja, mogoče tudi tam en pocket of opportunity. Tako da ja, to sta ena, dva taka segmenta, ki bi jih na sektorskem področju bilo mogoče za izpostaviti kot ena taka črna konja, ki lahko presenetita. Drugače pa mi bolj nagibamo k temu, da bo leto zelo zanimivo ali pa zahtevno za aktivne upravitelje premoženja, zato ker bo v spredje prihajal
vedno bolj ta security selection proces, pa security selection model, zato ker pričakujemo, pa to se je malo nakazovalo že v drugi polovici letošnjega leta, če ne zelo čez celotno letošnje leto, da nisi mogel skoraj staviti samo na en sektor, ampak so se v določenih sektorjih zelo različno gibali posamezni igralci. In mislimo, da ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnjem letu. Se pravi, mogel boš izbrati ta prave konje, na katere bo stavil znotraj sektorjev. Kar za nas še dodatno zakomplicira življenje, po drugi strani pa dela našo službo toliko bolj zanimivo. Ja, mogoče za kakšne manjše igralce oziroma male vlagatelje, ki hodijo v službo in delajo še kaj drugega in se ne ukvarjajo aktivno za investiranje, bo to mogoče še večji izziv. Tako da verjetno mali vlagatelji stavijo bolj na regije, panoge, kot pa da bi lovili posamezne igralce, a ne? Znotraj teh. Pa ne, se mogoče kaj nismo izpostavili, je, da v bistvu poprečna delnica sploh vrednotenja niso tako visoka, ne? Ker vemo zaradi vpliva teh 7 oziroma gigantov oziroma tehnološkega kvazi sektorja. To se reče zdaj temu Magnificent 7. Magnificent 7, ja, če izločimo ta podjetja, ne, ko jaz pogledam globalni indeks z enako težjo delnic, kotira pri 13-kratniku dobička. Ne? Tako Sašo pravi, so priložnosti. Ne? Jaz bi rekel, vsi govorijo, mogoče malo visoka vrednotenja, ampak malo zamegli to skupaj. Ne? Če ti pa izločiš še ta podjetja, pa vidiš, da sploh vrednotenja niso nekaj posebej zahtevna. Ne? Tako da jaz bi se mogoče strinjal, tam evropske banke, pa to, mislim, to je res bil sektor, ki je bil po finančni krizi popolnoma nepriljubljen, pa mislim, da je to ostalo, ne? Da vlagatelji sploh ne morajo nekako imeti pozitivnega afinitete do tega sektorja. Tako da tu bi rekel, če bo res mehki pristanek, ne bo nekih, bi rekel, slabih posil, pa to je se povišali, bo ta podjetja res zelo dobičkonosna, zelo nizka vrednotenja in že skozi dividende, pa tudi odkupe lastnih delnic boš zelo lep donos dobo. Tako da to je res primer mehkega pristanka. Pa mi smo tudi bolj bi rekel, ker vseeno ne smemo zanemariti, to je recesija, če tudi se pravi, je možnost neke recesije, mi tudi, če pride, po moje bo blaga, ne? Pa tudi centralne banke imajo zdaj ogromno, bi rekel, imajo neko orodje spet, da znižajo obrestne mere, pa spodbudijo rast. Tudi, če pride recesija, jaz mislim, da bo taki zelo hiter padec delnic, pa znova na skok zgor, tako da, ampak vseeno mogoče imeti neko uravnotežen portfelj. Jaz bi rekel, tudi ta defenzivna sektorja, zdravstvo, pa neke osnovne potrošne dobrine v letošnjem letu, negativni donosi v teh dveh sektorjih. Pa bi rekel, predvsem zaradi teh podjetij, ki je tudi neka disrupcija teh za hujšanje, ne, so bi rekel, razen teh dveh podjetij so ostala podjetja v zdravstvu zelo se znižala vrednotenja, bi rekel, tudi zelo znižala pričakovanja, pa tudi je bil vpliv, bi rekel, na to prehrambeno industrijo, pijačarsko industrijo. Tako da, bi rekel, ta dva sektorja, če bomo tudi bili nižje obrestne mere, ker tudi, bi rekel, so bili kot bond proxy v preteklosti, bi rekel, za mene, kot nekaj, ko imam rad stabilnost, pa neko stabilno poslovanje, pa to bi rekel tudi, dobra izhodišča, pa tudi za, bi rekel, okolje, kjer še vedno je neka možnost neke recesije, ne, ker vseeno se gospodarstvo počasnjuje. A mogoče lahko sam povemo 7 tehnoloških velikanov, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, Meta, Alphabet. Ja, to je teh 7 veličastnih, ki v bistvu nekako krojijo trge. To se je Tarantino spomnil ime. To je tak Tarantino ime, a ni? Imaš prav indeks, Bloomberg indeks, ne, tako da mi tudi ga zdaj spremljamo, vem, da so se letos podvojil se ta indeks, ne, mislim, da je dobrih 100% v evrih, ne, tako da res je tu bil, mislim, da za S&P 500 je 75% donosa odgovoren, ne. Se pravim, če to izločimo, ima S&P, mislim, da tam enomesen donos, par odstotkov, ne, mislim, da globalni indeks enake uteži na mesto 17, ne vem, 3-4% donos, če daš enako utež, ne, tako da se pravim, letos gleda ful dobro, ampak če pa greš poprečno delnico, pa bi rekel nič posebnega, ne. Kar daje mogoče priložnost, da če greš malo stran od teh velikanov, je verjetno, bi rekel, čisto normalna vrednotenja, pa kar dobra izhodišča. Ja. Ne, še en tak črn konc se mi je zdaj pojavil v mislih. To je mogoče ta Russell, ne? Small cap, Small cap ameriški, ki so tudi v bistvu bili zelo, recimo temu, nezaželeni asset class letos. In je tudi ta decoupling kar velik, no. Vsi čakajo, so zelo nizka vrednost, ampak vsi čakajo, kaj če bo pa recesija, ker navadno te small capi bolj padejo, pa moraš počakati, da recesija mine, ampak se pravi, če z dolgoročnim vlagatelj, ko ti pridejo neka normalna vrednotenja ali pa zelo nizka,
pač začneš povečevati neke naložbe ali pa segmente delniških trgov. Mogoče samo ena zanimiva zadeva, ko se pogovarjam z malimi vlagatelji, ne, zdaj dobivam komentarje v smislu, zdaj so borze na rekordih, smo skoraj na rekordu, zdaj še ne bom investiral, počakal bom na korekcijo. Ne. Klasika. To je zelo klasičen odgovor. Jaz mislim, da je vedno je neki izgovor, zakaj ne bi. Ne? Ali se pričakuje recesija, ali smo na vrhu, ali bo, ne vem, geopolitika se zaostrila, ali bo volitve, spet Trump, vedno je neki izgovor. Tako da, se pravim, jaz mislim, da je to največja napaka, ki si jo delajo, ne? Ker se prej sem malo pogledal, ne? Vsi pravijo vrednotenja visoka, pa recimo globalni indeks da kotira recimo za na zadnjih 12 mesecev 18-kratnik, 19-kratnik dobička, pa 2% dividendna donosnost. Če gremo 20 let nazaj, leto 2003, malo višja vrednotenja od tega, kjer smo danes, donos pa je bil skoraj 500% z dividendami. Tako da, če boš ti čakal tisti idealni trenutek, se pravim, če imaš ti čas, je tako bolj manj vseeno, ali smo zdaj pri 18-kratniku, 17-kratniku, 16-kratniku. Se strinjam, to je podobno. Čez 20 let se bo vsak, pa smo imeli zmes finančno krizo, pandemijo, pa še vojne, ne, tako da, to je čisto moje mnenje, tako da. Ne, se s tabo strinjam, to so izkušnje še iz preteklih let, pogosto smo poslušali te zgodbe, zdaj ni pravi čas, ne, ni pravi čas za investiranje, ni pravi čas za met otroka, ni pravi čas za menjavo službe, ni pravi čas, to so te izgovore, ki konstantno... To je nekaj, kar konstantno poslušamo. Ampak za povzetek, nepremičnine, finance, zdravstvo, potem osnovne potrošne dobrine, Russell small cap, smo rekli, da nekako se vam zdijo tako mogoče v prihajajočem letu nekak segment oziroma sektori, ki bi potencialno bili lahko zanimivi, ne? Če se zgodi pozitiven scenarij. Če pa se zgodi negativen scenarij. Če pa se zgodi negativen scenarij, pol bo pa verjetno tudi zdravstvo, pa osnovne potrošne dobrine. Še malo bolj, recimo temu. Ali pa bomo počakali še na novo, boljšo priložnost za nastop. Mislim, za vstop. Zelo težko. To vse smo videli. Mene je tudi najbolj presenetilo, ko so začeli dvigovati obrestne mere, da bodo najbolj trpeli ameriški gradbinci. Ne? V bistvu pa je bilo zdaj taka anomalija na ameriškem nepremičninskem trgu, ne? Ker zaradi višjih obrestnih mer dobenih hotel prodajati svojih nepremičnin, ker je imel pač, bi rekel, te nizke obrestne mere pač posojila dobljena in ni hotel zdaj prodati nepremičnino, kupiti novo, pa si zvišati, bi rekel, to obrestno mero in je bilo premalo nepremičnin na trgu in so pač to gradbinci nekako izkoristili, mogoče malo tlori se znižali, ampak je zelo presenetljivo, en boljših sektorjev, v bistvu se je zelo hitro odbil in kljub temu, da so obrestne mere, bi rekel, rekordne na hipotekarna posojila, skoraj blizu, ne, gledam, te gradbince so v bistvu na najvišjih vrednostih, ne, tako da, se pravim, trg je, vedno rečemo, this time is different, mislim, to ne smemo reči, this time is different, ne, ampak vedno je malo drugače, ne, tako da, tudi naslednjo leto bi rekel, ne moš točno vedeti, ne, vse to je to, ne. Skozi to poslušamo, this time is different, ne. Mogoče, gremo se predstaviti mogoče na konzervativne naložbe, letos so bile pravi hito razne obveznice, zlasti ljudske oziroma narodne obveznice, zdaj odvisen kakorkoli želite temu reči, potem zakladne menice, kratkoročne obveznice, skratka, Slovenci so kar kazali interes za investiranje v te bolj konzervativne naložbe. Kako gledamo na obveznice v prihajajočem letu? Nam se zdijo zelo zanimive, sploh če vzamemo kontekst, da pričakujemo mogoče malo bolj počasno prvo polovico leta na delniških naložbah, pomeni, da lahko ta čas odigramo malo bolj to konzervativno karto. Sploh se nam še zmeraj zdi dosti privlačen ta kratek del krivulje, ne vem, te državne kratkoročne menice še zmeraj nosijo tam okoli, recimo temu povprečju 3,5 kar across the board, kjerokoli državo vzameš, kar se mi zdi, če ga primerjam s tem, kar ponujajo slovenske banke na depozit, super naložba. Zelo, ali pa recimo, zanimiv se nam zdi tudi daljši del krivulje, sploh za te, recimo, malo konzervativne vlagatelje z daljšim časovnim horizontom, se mi zdi, da ta reinvestment risk lahko končno znižaš, ker so obrestne mere še toliko zrasle in so privlačne tudi za neko bolj dolgoročno zgodbo. Problematično je pa recimo temu nezanimiv se nam zdi pa trenutno ta srednji del krivulje,
kjer je že uračunanih recesija, katje obrestnih mer itd. itd. Se nam pa tukaj zdi, da bi se lahko pojavila mogoče nakupna priložnost, če se ne materializira ta scenarij, ko ga si pričakujejo. Se pravi, če se rezi zamaknejo za kvartal 2, 3, 4, oziroma če rezi na toliko močni, potem se zna, predvsem na tem koncu krivulje, res narediti malo večjo volatilnost in se pokaže tudi kakšna nakupna priložnost za nekoga, ki hoče biti poinvestiran čez celo krivuljo. Ja, se v bistvu naš državne obveznice. No? Ja. Mislim, meni so zdaj obvezni pač pričakovanje donosi nekako normalni spet, bi rekel, po tistem obdobju, ki smo ga imeli, tako da končno imajo, bi rekel, mislim, to je pozitivno za vlagatelje, sploh tiste bolj konzervativne ali pa krajši časovni horizont, da imajo neko alternativo, ne, tako da mi tudi, bi rekel, neki ravnoteženi skladi za nekoga, ki mogoče ne prenese teh nihajev na delniških ali pa ima mogoče horizont krajši od 10 let, bi rekel, ja, mislim, 60-40 zopet super produkt, ne, torej 60% delnic, 40% obveznic, ne. Tako da to je to, ampak za dolgoročne vlagatelje pa vseeno, bi rekel, pričakovanje donosi delnic so še vedno, bi rekel, odtehtajo, tista premija za tveganje še vedno dovolj visoka, ne, tako da, ampak smo prišli neko normalno okolje spet, ne, se pravim, bilo je 10-15 let, ko pač nisi imel sploh kaj zadelati z obveznicami, ne, torej težko si upravičil nalaganje v njih, ne, zdaj pa bi rekel, pač normalnost se je vrnila, to pa je tudi kot to glavno sporočilo, ne. Mogoče ameriška 10-letna, trenutno 4,25%, pred časom, ne vem, koliko časa nazaj je bila preko 5 oziroma blizu 5, ne? 5 se mi je zdelo že malo previsoko, bi rekel, tisto je že res bilo, potem bi rekel, bi bilo problem za delniške trge. Bi rekel, tu nekje, glede na fundamente, makro, ki jih pričakujemo v prihodnje, da imaš nekaj med 1-2% realno obrestno mero, pa pričakovana inflacija 2-2,5%. Jaz mislim, tu nekje med 3,5-4,5 se bo gibala, nekaj, bi rekel, ko si izven recesije. Tako da jaz bi rekel pošteno, tudi bi rekel, te nemške državne, zdaj 2,2, bi rekel, to je to neko normalno okolje. Zdaj težko rečemo previsoke, preniske, jaz bi rekel, primerno na vse skupaj, ne. Bo pa vemo, ko bo recesija, bodo znižali, bo znova upadli, ampak vrnitev v tisto okolje, pa ne vem, če si tudi centralni bankirji želijo, da bi imeli znova negativne obrestne mere, pa to pa mislim, da je vseeno, razen če bo res kaj hudega, mislim, da se ne bo več ponovilo. Še kaj bomo dodali mogoče tukaj pri teh malo bolj konzervativnih, a gremo kar naprej, mogoče sem še zlato pogledati. Imeli smo rekord, ne vem koliko časa nazaj, kakšen teden, 14 dni nazaj smo bili preko 2000, ne vem koliko je bilo 102, sem vam označila 2072, trenutno je blizu $2000 za trojansko unčo. Kako gledamo na zlato v luči vsega aktualnega dogajanja, vezano na centralne banke, inflacijo, borze, donosne konzervativne naložbe, tudi zlato v bistvu je začel šajnati, čeprav je zdaj že spet malo upadel tečaj. In moj bivši šef, Andraž Grahak, ne vem, če ga poznaš. Če slučajno ga poznam. On je govoril, da je zlato v bistvu kot zavarovalna polica za kapitalske trge. Ne? In ti vedno kupuješ zavarovalno polico takrat, ko so časi dobri, ne takrat, ko so časi slabi. Tako da jaz bi rekel, da je mogoče ta zavarovalna polica res draga ratala. No? Sploh glede na to, da ne pričakujemo res ogromne povodni, kot se je zgodila leta 2008, ampak da mogoče bo sam, če bo sploh prišlo do res blage recesije. In ja, mogoče so šli, no, ne vem, bomo videli. Pri zlatu nikoli ne vem. Pri zlatu nikoli ne vem, ampak meni se zdi ta zavarovalna polica res draga. No? Glede na tveganje, ki ga pričakujemo, je res bogato plačano. Jaz vsak imam vedno podobno odgovor, tako da vlagatelji imajo do 5% tudi zlato, ne, če že hočejo imeti, drugače pa rekel, močno je kolerirano, bi rekel, s temi realnimi obrestnimi merami. Zdaj, če bo si res zniževali obrestne mere, pa tudi z dolarjem, recimo, če bo šibkejši dolar, ne, to bi lahko pozitivno vplivalo na vrednost. Ampak se pravim, za neke dolgoročne vlagatelje pa mislim, da donos ni sledil tem na delniških trgih, tako da za nekega, bi rekel, ki verjame v nek, bi rekel, gospodarsko rast, pa da bo vseeno ljudem nam šlo vedno boljše, potem imaš večino v delnicah, pa mogoče
se pravim, do 5% res kot neka zavarovalna polica, da se pa res zgodi nekaj, kar ne pričakujemo. Ne? Ampak se pravim, jaz osebno ga nimam, pa ne vem, težko tudi priporočam. Nisi fan zlatih verižic, se hecam. Letos je bila, hecam te, 10% donosnost je bila letos, če pogledamo v celem letu, tako da je. Solidno. No. Solidno. Mi smo iz šole Warrena Buffetta, on tudi ni bil naklonjen zlato, vedno rajši bolj produktivne, tam, kjer dobiš ali dividendu, ali obresti, se pravi, mi smo vedno v teh bolj, kjer je nek denarni tok, tako da to je vedno mene bolj privlačno. Ne? Zdaj, ko govoriš o denarnem toku, moramo iti še malo na drugo digitalno zlato. Bitcoin podira letos tudi neke rekorde, 155% donosnost, trenutno je, ne vem, kje moram prav pogledati, bil je pri 44, potem je padel na 42, zdaj, ko se pogovarjamo, ne vem, kje, to bi bilo treba pogledati, ampak ko bo šla epizoda ven, bo verjetno vprašanje, ki je evo, trenutno, 42 trenutno. 42 je zagledal. Ja. Ne vem, Saša, meni se to zdi čisto špekulativno, tako da se to bi mogel sodelavca, ki bolj to spremlja, pa te, ne vem, kaj zdaj zopet prihaja, ti bolj to veš, halving prihaja naslednje leto. To je vedno pozitivno, tako da, ampak to se mi zdi čisto taka igračka za špekuliranje. Kaj je to halving? V bistvu, tudi jaz nisem čisto strokovnjak za to področje, ampak se bo razpolovil nagrada za majnanje, za v bistvu rudarjenje. Ja. Aha, ok. Mislim, jaz bi... Drugače pa mogoče sem še to, na naslednje leto se pričakuje, da bo SEC, da bo odobril ta spot ETF vezan na Bitcoin pa na Ether. Tukaj so veliki igralci, kot je BlackRock, ki so v bistvu prosili za dovoljenje, tako da to se zdaj čaka in zato pač nekateri tudi špekulirajo. Pozitivno, ne? Ja. Tako da to je konec koncev mogoče lahko tudi konkurenca vzajemnim skladom oziroma ETF-om, če bo prišlo nekaj takega. Se vprašanje časa, kdaj se ne bo tudi pri nas na področju vzajemnih skladov zgodila kakšna taka bolj večja revolucija in bomo mogoče dobili dovoljenje, da vlagamo tudi v to vrstne naložbe. Še en asset class, če bo rato, s katerim se boš mogel pozabavati. Zdaj, samo vrednotenje tega ali pa ovrednotenje bo mogoče malo bolj zahtevno. Mislim, da bo treba še kakšen učbenik napisati, kakšen predmet ekstra uvesti na... Je pa korelacija kar močna, ne, z delniškimi trgi, s tehnološkimi, tako da ne vem, koliko dobiš potem tukaj teh ugodnosti diverzifikacije. Ne? Ampak dobro, gled tako ti rekel, še en asset class pa... Hitrej zaslužiš več, ne? Vse še ko je. Danes je pri mladini čas bistveno bolj, recimo temu, draga dobrina. Nimajo časa čakati ljudje 10 let, da bojo nekaj zaslužili. 7-8% na leto je dolgočasno, to je res, to imaš tudi dnevne premike, to pa je res. 7-8 na dan, Aleš. Na dan, ja. Zdaj sem poslušala eno punco na TikToku, ki je govorilo o par procentnih donosnostih na dnevni ravni, tako da sam povem. Tem se mi težko kosamo. Težko se kosamo, seveda tudi moramo upoštevati tudi stroške, ki znižujejo donosnosti, če se lahko še mogoče tega dotaknem. Ampak gremo naprej. Mogoče recesija, o tem smo že kar nekaj povedali, ampak vseeno, zdaj neke napovedi, ko sem gledala, trenutno v Ameriki 50%, če gledamo obdobje 12 mesecev in pa 65% verjetnost nastanka recesije v evroobmočju. Se pravi, ta dolgo napovedana recesija jo čakamo že zelo dolg časa, že pred parimi meseci oziroma kakšnim letom nazaj smo rekli, da bo pa zdaj 100% prišla v Nemčiji, imamo tehnično recesijo, evroobmočje v recesiji tehnični, tako da kaj zdaj s tem? Ja, ne se, mislim, določeni indikatorji, ko smo jih lani gledali, pa vsi, kaj spremljajo, pač delniške trge, ta obrnjena krivulja donosnosti, pa ti vodilni ekonomski kazalniki, vsi mislim, ko ima kar dober track record napovedovanja recesije, so pač napovedovali recesijo, ne? Ampak se pravi, ni se zgodila, gospodarstva so celo bolj odporna. Zdaj ena teza je, da pač zaradi pandemije bo pač ti učinki višjih obrestnih mer prišli z zamikom, malo daljšim zamikom kot navadno, ne? Tako da bo recesija pač sledila v drugi polovici prihodnega leta.
Da se pravim, to napovedovanje recesije, vemo, kak je track record, rekel ekonomistov, zelo slab. Jaz mislim, tudi, vse gospodarstva se upočasnjuje, tudi ameriško gospodarstvo so znaki, da se upočasnjuje. Jaz mislim, da se bomo zelo približali tej neki tehnični recesiji, tudi v Ameriki, tako kot je v Evropi podobno. Ampak se pravi, ni pa nekih, bi rekel, nekih takih neravnovesij, ko smo imeli pred finančno krizo, ko je bil nepremičninski balon ali pa, bi rekel, nič posebnega. Jaz mislim, v teh 10-15 letih se je ameriški potrošnik zelo razdolžil, tako da bi rekel, v zelo dobrem finančnem stanju. Tudi podjetja, bi rekel, niso pretirano zadolžena, vsi ti neki, bi rekel, indikatorji kažejo, da so zelo, rekel, imajo zdrave bilance. Teda mislim, tudi če bo prišla neka recesija, bo zelo blaga in se pravi, centralne banke imajo ta znova orodje, lahko znižajo obrestne mere in ne vem, jaz tudi mislim, da delniški trgi ne bi niti pretirano upadli v takem okolju. Ne se vem, vedno v recesiji, pač dobički padejo, podjetja padejo, ampak se mi zdi, ne vem, zelo taka blaga recesija, da, ne vem, da bi zdaj vlagatelji se s tem obremenjevali, se pravi, to je pač moje mnenje, ne. Se pravi, centralne banke imajo orodja, ne, da zelo hitro spodbudijo znova rast. Ne. Kar se opaža v zadnjih časih, pa kar se pričakuje, pa zaradi česa smo mi tudi previdni, no, za prvo polovico naslednjega leta je ta ameriški potrošnik. Mogoče smo po COVID-u malo podcenjevali te rezerve, ki so se ustvarile pri gospodinstvu. Presežna privarčevalna sredstva. Koliko dejansko se med COVID-om ni potrošili in je ostalo to za naslednje leta, kar se zdaj, in to je bila ta anomalija, zaradi katere ta recesija ali pa soft landing se zgodil. Ni prišel, ja, zato ker noben ni dobro ocenil, koliko dejansko je v žimnicah denarja. No, ta ozimnica se je zdaj pač pojedla, vsaj tako kaže, no. In ja, znaki so pa pričakovanja, da se bo predvsem ta domača potrošnja upočasnila, no, prvi, drugi kvartal naslednjem letu in to bi bil lahko en tak, recimo, glavni driver za centralne bankirje, da mogoče reče, ok, ne smemo dopustiti, da se nam zgodi kaj pretirano hudega, gremo počasi zniževati obrestne mere. Podjetja sama je že Aleš rekel, so v dobri finančni kondiciji, tako da ja, kar se samega korpo segmenta tiče, se mi zdi, da tudi ni neke drame. Nepremičninski trg se mi zdi, da se je malo prečisto, oziroma so te občutljivi igralci se nekako že sami odstranili, oziroma jih je trg odstranil. Veliko vprašanje ostaja Kitajska. Tam vidimo, da nikakor ne najdejo izhoda iz te post-COVID situacije in dejstvo je, da so pomembni sploh za globalno gospodarsko aktivnost, ne nazadnje so še zmeraj, kakor hočemo ali ne, svetovna tovarna. In ja, če se tam karkoli, recimo, globje zakomplicira, ok, po eni strani bo to pozitivno za inflacijo, ker dejansko izvaža deflacijo skozi celotno to obdobje in to je bilo za nas na Zahodu en tak obliž na naše rane. Kot drugo pa svet res potrebuje, da se tudi tam tisti del ekonomije zažene, ker drugače, ja, se zna stvari upočasniti mogoče malo močneje, kot smo mislili. Mogoče še za konec nasvet, kaj svetujete malim vlagateljem. Leto 2024 bo zagotovo, kot smo že povedali, pestro, zanimivo, volilno leto je. Dve vojni se še vedno trajata, kaj se bo s tem dogajalo, geopolitičnih trenj je kar nekaj, lepe donose smo imeli v letošnjem letu, ali lahko ta pravljica še traja, oziroma ne moramo reči, da je pravljica, glede na vse te trenje, ki so se zgodile v letošnjem letu. Nasvet za male vlagatelje. Ja, mislim, vse, kot sem že prej omenil, zdaj, če mi odstranimo te, bi rekel, 7 gigantov, so izhodišča, bi rekel, za vlagatelje čist solidna, bi rekel, normalna, ali pa določeni segmenti delniških trgov celo nizka. Ne? Tako da, ja, se smo omenjali, možnost recesije ni zdaj tisto, bi rekel, čist zanemarljiva. Mislim, glede na najhitrejši dvig obrestnih mer, pa to ostaja neko, bi rekel, vseeno neka skepsa, da vseeno bo še nekaj sledilo, ne? Neka upočasnitev. Ne? Ampak ne glede na to, tudi če sledi recesija ali pa delniški trgi, imamo to neko korekcijo. Še jaz mislim, to bo priložnost potem za vlagatelje, ker boš lahko še po nekih nižjih izhodiščih dobil,
bi rekel, delnice, delniške naložbe, ker bo pričakovani donosi pač še višji. Ne. Že zdaj mislim, da so dokaj normalni, tam 7-8% globalne delnice, bi rekel, na nek dolgi rok. Tako da ja, so pa, bi rekel, ta tveganja zelo simetrična. Lahko so, rekel, imamo ful pozitivna presenečenja, ne vem, Kitajska gre po teh volitvah Tajvanu, pa nekako končno stimulira svoje gospodarstvo, pa nek pozitiven šok za celotno globalno gospodarstvo, sploh za Evropo. Imamo pa tudi ta negativna, ne vem, da centralne banke dlje vztrajajo, ne začnejo zniževati kljub nekim znakom, da se potrošnik, tako kot je Sašo dejal, umirja, ne vem, zaradi neke kredibilnosti pa to. Tako da, zelo tak bi rekel, simetrična tveganja, ampak bi rekel, tudi pozitivni in negativni scenariji niso taki, da bi, se pravi, neke ponovitve 2008 ali pa neke pandemije, ko smo imeli tisti hitri padec, pa jaz res ne vidim. Tako da bi rekel, zelo dobro izhodišče za vlagatelje, oziroma lahko pa bo še boljše tekom leta, ne. 2024. Omenil si Evropske banke kot potencialno zanimive za investicijo? Ja, bi rekel tak, sentiment je zelo do njih že nekaj časa negativen, ampak bi rekel, da vrednotenja zelo nizka. Bi rekel, če ne bo nekaj, tako se pravi, ne pričakujemo neke večje recesije, tako da neki deli slabih posojil ne pričakujem, da se bo močno povišal. Z tega vidika, se pravi, tu so lahko donosi dvomestni, ne, in dividende in odkupi lastnih delnic, ne vidim tu težav, ne. Sašo, še Jaz bi tvoje? imel sporočilo dosti enostavno. No. Edina dobrina, ki je ne moramo nadomestiti v naših življenjih, je čas. Tako da oni, ker še ne varčujejo oziroma ne investirajo, morajo začeti danes. Vsi, ki imamo male otroke, moramo za njih začeti varčevati danes. Vsi, ki si lahko privoščimo varčevanje, moramo z varčevanjem začeti danes. In če nočemo pač tvegati vsega naenkrat, lahko začnemo varčevati z obročnimi vplačili, ker to tveganje, recimo, optimalnega vstopa, pač malo zablaraš, ga zamegliš. Načeloma je, tako kot je že Les večkrat poudaril, z nekega dolgoročnega vidika dosti vseeno, stopaš danes, stopaš včeraj, stopaš jutri, važno je, da vstopaš, ne, in da se pelješ na tej ladji čim dalj časa. Tako da čez 20 let bomo videli najverjetneje, da je bilo tudi danes, ne, kljub tej negotovosti, mogoče zelo privlačno obdobje za vstopati na kapitalske trge. Pravim, treba je začeti in to je to. V bistvu se ne moreš prvoščiti ne začeti, ne? Mislim, to je ključno. Glede na to, da kakšne opcije vse danes imaš na voljo, da lahko v bistvu kupaš delček delnice, ne rabiš niti celo delnico, lahko, skladi so itak kupovanje delčkov, ne? Tako da imaš možnost varčevanja na različne možne načine in sklepanja varčevalnih načrtov, ne samo preko DZU, ampak tudi preko brokerjev, tako da opcij je zelo veliko. Še nikoli v bistvu ni bilo toliko opcij na voljo, kot imamo jih zdaj, ne? Ja, samo začeti je treba, to je to. Točno to je tako kot s fitnessom, samo začeti je treba. Zdaj se ljudje govorijo z 1. januarjem, Marja, s 1. januarjem. Cajt je še dosti, 11. december je s 1. januarjem. Zdaj veseli december. Super. Mogoče še za konec, kako boste pa vidva, zdaj sta dala nasvet za male vlagatelje, kako boste pa vidva osebno varčevala, investirala, kje boste imela fokus? Ja, točno tako, kot sem že zdaj povedal. Jaz varčujem že vrsto let z mesečnimi obročnimi plačili v naših skladih primarno. Varčujem zase, varčujem za svoje 2 otroka in tle se ne spreminja. Podobno, ne, vse podobno. Mesečno varčevanje v naših skladih, isto za otroke, če bo pa kakšna korekcija, pa to pa še vedno dodatno vplačam, ker sem zadnjih, koliko sem zdaj 20 let počasi v tej industriji, ko pridejo padci, je bila vedno največja priložnost. Jaz bi rekel, ne smemo gledati na to kot neko nevarnost, ampak ni kontra, to je priložnost. Ne? In tu ponavadi vlagatelji kontra razmišljajo. Ne? Po največji rasti bi radi vstopili, ko pa neki padec, pa ne, ampak ko pogledamo potem donose, ki se ustvarijo, pa vemo, kdaj je najboljši trenutek, ne? Ko je najbolj čisto črno. Ne? Ko bo pa Aleš odprl pač svoj prvi Bitcoin sklad, ja, veselje pristopil tudi k njemu. Dobro. V glavnem, najlepša hvala za odlično debato. Bomo čez 1 leto preverili, se hecam. Če sta kaj zadela, se hecam. Najlepša hvala za super debato.
Ne, hvala tebi, pa super je bilo. Hvala. Ja. Hvala. Čau. Čau. Toliko za danes, najlepša hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.